Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o najstarejši zeliščarski tradiciji na svetu. To je spagirika, ja, nenavadno ime. In v moji družbi je magister Vezgovšek. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Sami ste raziskovalec že dolgo časa. In spagirika je nekaj, kar je zelo nepoznano. Ja, res je. Zelo žalostno, ampak recimo, če bi rekel, kaj je največja vrednota vseh nas, ne? Zdravje. In potem, ko gledaš, kako si ljudje pomagajo na različne načine, mogoče predvsem danes z sintetičnimi zdravili, drugače pa, če v naravo pogledaš, kakimi prevredki, čaji, potem matične tinkture, ki so pretežno napravljene z ekstrakcijskimi mašinami, ki v bistvu simulirajo sile narave, ne. Spagirika je pa postopek, kjer dejansko naravi pustimo, da sama naredi izvleček iz rastline in ta način potem tudi ohranimo, potenciramo zdravilne učinkovine in to najmočnejša zadeva, koliko je možno dobiti na tržišču. Se pravi, ekološko je že ful boljše kot konvencionalno. Potem imamo Demeter, torej biodinamika, a ne? To je pa 6 stopnička višje, ali kaj? Ja, ena zadeva je, kakšne surovine dobiš, ne. Se pravi, tudi pri nas to je zelo skrbno izbrano, da so ročno nabrane, da v pravem času jih nabereš. Druga stvar pa je sam postopek, kako iz rastline potem narediš. In spagirika je postopek? Spagirika je v bistvu način, na kakšen način in je spagirični postopek je na najbolj naraven način, da ne povzročaš rastlinam stresa, ne, ja. Ja. Obstaja samo en laboratorij oziroma kozmični rastlinjak na svetu, kjer se to odvija. Kdo to zna, kdo to pozna, to je en konkreten modrec, ne? Ja, jaz bi mogoče tu iz danes in tukaj in zdaj skočil malo v preteklost, da bodo ljudje lažje razumeli. Če gremo recimo v leto 1530, Paracelsus, to je bil zdravnik, ki je na področju tedanje Švice, mislim, sedanje Švice živel in on je utemeljitelj spagirike, on je v bistvu ta postopek iznašel veliko ljudi pozdravil na ta način in potem pa saj vemo, kako je šlo naprej, je prišlo do homeopatije, je bil Cimpl, ko je ustanovitelj homeopatije in je on potem to, kar je že Paracelsus imel, nadgrajeval, potem pa do danes ni noben več tega postopka na ta način delal, je šlo čisto drugo smer. In pol je okrog leta 1990 doktor Dominic Canilo, ki je bil direktor farmacevtskega podjetja in je sam zbolel in je potem se ni mogel z ničemer pomagati, na ta način začel raziskovati in videl, da je v bistvu spagirika, ki jo delal Paracelsus, edini pravi način, da v bistvu pustiš, da rastlina sama naredi in kozmični ta rastlinjak je edini način, da lahko ti na ta način narediš to, ne. In dejansko so neki poskusi, ko bi eni radi spagiriko delali, ampak to, kar je Paracelsus iznašel in na kak način je delal, ne, da je tu mikrokozmična cirkulacija poteka, da se upošteva luno, sonce, da ne delaš to z mašinami, to je pa edini laboratorij tovrstni na svetu ta trenutek. V bistvu je to v piramidi noter, ne? Ja, to je tak kozmični rastlinjak, kjer so upoštevane in temperatura, ne, 36, 8 do 37, tako naša telesna temperatura, na rečnem pesku počivajo, zdaj, da ne gremo v podrobnosti, te tinkture pa pripravki, ko jih delajo, frekvenca ljubezni, 528 DNA, vse so frekvence vibracije, ne, in tudi, če bi pogledali, vsak organ je povezan z nekim planetom in je to nadgradnja v bistvu, lahko bi pa rekli, to je ta prvobitna narava, ki nam je dala v bistvu, da podkrepi našega notranjega zdravnika. In to je samo, pustimo naravi, da naredi svoje, kaj ima za narediti, ne. Tu je razlika, ne. Wow, izjemno. Od 1500 leta, evo danes smo tukaj in zdaj. Doktor Canilo je edini, ki to obvlada na tak svoj način. Malo je tudi skrivnosten pa to, ali kako? Ja, na nek način, ker tudi njegovi postopki so zaščiteni s patentom breveto
In to pomeni, da so neke stvari enostavno, primer pri maceraciji, bomo potem lahko več o postopku govorili, ampak se pri vsakem pripravku, ko se dela v maceraciji, se da tudi 2 kapljice rastlinskega zlata, zaradi tega, da rastlina lahko več izluži zdravilnih učinkovin. Ne. Se pravi, so neke take finte. Ja, in tudi recimo pri topilih, ne, ker pretežno uporabljajo, tudi pri naravnih produktih se uporabljajo določena topila, da ti pospešiš postopek, ne, da boš dobil zdravilne učinkovine ven. Medtem ko tukaj se pusti, da narava sama naredi to in v bistvu tudi uporabljamo takšna topila, recimo z rdečim vinom, spagirični etilni alkohol, ker že recimo, če gremo v zgodovino, fejst nazaj, ne, gledamo somerce, ko so na glinenih ploščicah so že bili recepti za zdravila, ne. To je kombinacija, res ta prvobitni način, kako lahko naredi zdravilne učinkovine, ki bodo dejansko podprle telo in pomagale telesu, ne pa da ga še dodatno obremenijo, ne. Wow, zares izjemno. To je tisto celostno, globoko videnje v bistvu vsega skupaj. Če greva zdaj v proces spagirike, jaz sem tole nekje dobila v vašmi Urbanobili, zelo mi je všeč. In tako jasno je napisan, torej nekje 5 postopkov je, a ne, same spagirike. Torej maceracija, stiskanje, kalcinacija, ponovna združitev, pa cirkulacija in to vse v kozmičnem rastlinjaku. Če torej greva na sam proces. Sam proces ne more biti prehiter, a ne? V tem smislu, da pač stvari rabijo svoj čas in si ga tudi vzamejo. Torej, maceracija je nekaj, kar poznamo, tiste, ki rade nabiramo, pa kaj, tenctamo same doma. Ja. Jaz bi tu mogoče na začetku razložil gledalcem, kaj sploh spagirika pomeni, ne? V osnovi prvo, ne? Spagirika v starogrščini pomeni spao, najprej v bistvu razdružiš rastlino, recimo posamezne učinkovine, eterična olja, soli, z namenom, da jih potem prečistiš in potem gejro združiš ponovno z namenom, da narediš potencirane zdravilne učinkovine. In pri tem postopku, ko se maceracija dela, recimo samo maceracija, primer traja 28 dni. Wow. In to potem traja celi postopek okrog 40 dni za vsako rastlino, ne. Ampak to je dejansko alkimija v praksi. Tako je. Lahko bi rekli, da je to božja kemija, recimo, ne. Wow. Ja. Torej, maceracija, te neverjetne steklene posode, a ne, ki so potem na soncu, na teh rečnih kamnih v kozmičnem rastlinjaku in torej to nekaj časa traja. Vidimo tudi kombinacijo dveh, ne, torej teh posod. To se je včasih uporabljalo, ne, to smo videli res iz časa Paracelsusa, ne morem verjeti, da se to še danes uporablja oziroma da je to tista ta prava stvar. Ja, to vidite zdaj potem že to fazo, ko je potekala najprej v sami maceraciji, se pusti, da rastlina počiva, potem pa pride do stiskanja, kjer se v bistvu pride do ostankov, ki jih pol v žarilni peči zažgemo, da dobimo spomin rastline. Dejansko vsaka rastlina ima svoj spomin, ne, ker če bi tudi mi, ne, da bi zdaj nas zažgali, ne, bi imeli vse na nek način elemente kemijske v telesu, razen tistih, ki nam primanjkujejo. In potem na koncu spet združiti to prvobitno, ko dobiš pri maceraciji in daš v te 2 buče in jih povežeš z luto modrosti, se temu reče, da lahko v miru počiva, se pravi brez ekstrakcijskih mašin, samo energija in svetloba sonca, lune, frekvenca ljubezni, 528 DNA na rečnem pesku, tako smo prej rekli, in dejansko pustimo rastlinam, da same delajo, ne povzročajmo jim stresa, da res dobimo potem res močne pripravke, ne. Wow. Torej, pri spagiriki ves ta vpliv kozmosa, vpliv lune, vpliv naših misli, vpliv vsega dejansko se upošteva. Tako je. Ko gledamo deklaracijo recimo enega takega dopolnila, je to tako zelo suhoparno.
to je toliko več kot samo to. Ja, ker ljudje poznajo samo to, ne, da ločijo med naravnim pa med recimo sintetičnimi zdravili, v katere se sploh ne bi poglabljalo. Pri naravnih so pa tudi velike razlike, ne, na kak način je to narejeno, ne. In spagirika je dejansko ta prvobitni proces, kak iz rastline narediti zdravilno učinkovino, ki dejansko nič na svetu ni podobnega. Ne moreš z nobenim drugim postopkom na ta način narediti bolj naravnega postopka, kako bi rekel, ne. Spraševala sem se, pa kako so lahko včasih, ne vem, iz eno kamilico pozdravili tukaj nekih stvari, kakorkoli pa že. In potem sem brala in raziskovala in ugotovila, da niso samo mikrohranila in hranila te kamilice tiste, ki zdravijo, ampak da je duh rastline tisti, ki ima moč. Ja, recimo, če navedem primer, da vzamemo en pripravek za jetra, ne, ti pri klasični, recimo fitoterapiji, ko delajo, lahko tudi naravni proizvod, ko delajo po francoski farmakopeji, ne, ti potem, da si vzamemo pegasti badelj, ne, samo na jetra vplivaš, medtem ko pri spagiriki deluješ na vse 3 nivoje človeškega bitja. Če vzamemo zdaj recimo en epavin, ki je za jetra, ki je kompleks, deluje potem tudi na strah, recimo, in dela v ozadju tudi na samih vzrokih, zakaj do nečesa prišlo. Se pravi, nekaj, kar Bachove kapljice delajo posebej, je tukaj integriran del tega. Ja, dejansko deluje tudi na vzroko, ne. Tako je, ne. Se pravi, zelo celostno, zelo holistično. Spagirika je to, o njej bomo zagotovo še veliko slišali v prihodnosti. Je tukaj, ima doktor Kanilo koga, na katerega bo prenesel vso to znanje, da bo šla zadeva dejansko naprej? Ja, on je v bistvu okrog sebe tudi naredil en tak strokovni tim, če bi temu rekli, ne. Ker ena zadeva je, kako ti narediš, da je res po teh prvobitnih postopkih, ko je že Paracelsus si zamislil leta 1530, druga pa je, ko ti imaš te pripravke, na kak način zdaj narediti neko celoto, da bojo uporabne danes, ne. In on sodeluje tudi z inštituti, univerzami in predvsem s takšnimi ljudmi, ki vidi, da imajo iskren, dober namen, moralni, etičen, da bi res radi ljudem pomagali. In njegov sin je recimo tudi medicino študiral in ima drugačen pogled na vse skupaj, ne. Dejansko se to res dela z namenom, da se res pomaga človeštvu, no. Ker če ti vzameš en spagirični eliksir v roke, ki ima svoj vonj, barvo, način, kak je nared, ko odpreš ta produkt, že zavohaš to naravo, noter je čisto nekaj druga, ko pa če nekdo z neko ekstrakcijsko mašino v enem dnevu ali pa parih dneh naredi pripravek, se tu 40 dni ukvarja z rastlino in si ti samo podpora, support, da ona lahko naredi, ji daš pogoje, da ona lahko res naredi največ, da vse od sebe in seveda je to tudi pomembno, kakšne surovine daš noter in vse ostalo, ne. Res je vrhunska zadeva, no. Wow. Tako velikokrat, ko raziskujem pa se poglabljam, ali je bila to, ne vem, moja nosečnost in porod doma, ali je bilo to, katerikoli drug proces je bil. Nekako stvar, do katere sem prišla, je, da včasih moramo samo pustiti, da se ne vmešavamo. Ja, res je, ja. Samo pet stran. Tukaj smo pametni, tukaj mislimo, da povsod moramo nekaj mi delati, a ne? Medtem ko včasih moramo dati sam mir pa pustiti naravi, da naredi svoje. Ja, in se zavedati, predvsem se zavedati, da nekdo je sigurno neka svetloba in se prepustiti, bo ona sama v bistvu veliko naredila, ne. In ljudje smo pa danes se ukvarjamo s tem, kaj vse bomo mi naredili in jaz sem, v bistvu je pa ta ponižnost izgubljena, kar so že stoletja nazaj, ko so hoteli dejansko ljudem pomagati, da so samo prepustili in bili tam zato, da je ta ljubezen bila. Jaz lahko rečem, da v bistvu tako so ti produkti RB Nobile, to čista ljubezen, ki jo hočemo ljudem dati, ne. In to je edina stvar, ki šteje, no. Nisva povedala ta kozmični rastlinjak, kjer poteka proces spagirike, najstarejše zeliščarske tradicije na svetu. Kje stoji? Ja, to je pa v Italiji, na jugu Italije. Jaz sem osebno bil tudi tam. Dejansko je recimo zgodovina, kak je bilo doktor Dominic Canilo, je živel v Ameriki takrat, pa je porodil Italijan in ko je hudo zbolel
in je bil direktor farmacevtskega podjetja in ni vedel, na kak način si pomagati, in je potem šel na jug Italije, ker je tam bil boljši mir, lažje je tam ustvarjal in tudi v bistvu si je v tem času zgradil neko svojo tako knjižnico, s katere črpa vsa ta znanja starodavna, in to je res v bistvu to, kar je on dal človeštvu, res to je treba nadaljevati, no. To je edina prava pot za človeštvo, tako jaz vidim, no. Wow, zares izjemno. Verjetno ni samo iz knjig pobiral informacije, ampak je verjetno tudi kaj kanaliziral iz nekih drugih sfer, še od Paracelsusa in tako naprej, da je prišel do teh postopkov. Ja, sigurno, ne. In tudi recimo primer, rastlinsko zlato, ne, je ena taka zadeva, ki je vključena, ko v bistvu vsaka rastlina vsebuje, ne. Rastlinsko zlato. Tako je, ne. In v fazi maceracije, ko smo prej omenili, on tudi vedno da 2 kapljice rastlinskega zlata, pa na splošno tudi posebej produkt je, ki obstaja. Ampak bi lahko šli zdaj v neke posebne zgodbe, pa bi se preveč oddaljili od vsega skupaj, no. Rastlinsko zlato, samo tole še, ki mi skače po glavi. Se pravi, v zemlji je zlato ali kakorkoli. Rastlina ga pobere ali ga ima sama? Vsaka rastlina ima, dejansko vsebuje zlato, ne. In je primer, ko se mi recimo rodimo, tudi imamo rastlinsko zlato. Zdaj, če gremo zgodovinsko gledano, že stara ljudstva so uporabljali, ne vem, zlate ploščice, je ful zdravilno, ne, ampak v tem primeru rastlinsko zlato, vegetable gold ali aurum, kako se reče, ne, je dejansko ful podpira naše telo, pomaga tudi pri meditaciji recimo, ja. Pri vseh teh zadevah. Ker kaj je pomembno? Ker če imamo mi, da pravo zlato vzamemo in ga zdrobimo v prah, ne, je preveliko, ne more vstopati v naše celice. Medtem ko rastlinsko zlato lahko pride v celico, reagira z DNK in dobesedno obnavlja celice, ne. Wow. Za naše gledalce je tudi neka koda na voljo, ne? Ja, zelo najprej bi povedal, da sem zelo vesel, da sem v vaši družbi. Spremljam, kolikor odtegnem vaše oddaje, in so zelo poučne in mislim, da bi več tega moglo biti na televiziji. V ta namen pa smo pripravili tudi eno kodo Klepet, ob kateri bojo vsi tisti, ki bojo gledali to oddajo, lahko imeli popust na cel nakup 10%. Odlično. Erbenobili.si je spletna stran torej za spagirične izdelke, ki so šli čez vse tiste postopke in procese, o katerih smo dejansko zdaj tudi govorili. Torej, Klepet je ta prava koda. Kar nekaj je zelo različnih. Sem navdušena, absolutno tudi sama. Predvsem pa spagirika je res nek tak proces, ki podpira nas in dejansko na fizičnem telesu in energijskih telesih torej deluje. Tako, ja. To je pa res next level, bi rekli, ne? In v bistvu za katerokoli težavo, ko gledaš, itak je psihosomatskega izvora vse, ne? In v bistvu je treba vzrok ugotoviti, ne? In ko gledaš danes, dejansko, če nam je res vrednota zdravje in potem vidiš, ogromno je raka, ogromno je raznih bolezni, ne vem, diabetes pri otrokih in imamo orodja, imamo pripravke, ki lahko res na naravni način ljudem pomagajo, ne. Zakaj ljudje toliko časa preživijo, ne vem, za nakup nekega avta, neke materialne stvari, ure in ure lahko, ne. Ko pa gre za njihovo zdravje, pa ga kar prepustijo nekomu, neki ustanovi, da jim bojo oni povedali, ne. Raziskujte, ker veliko je možnosti naravnih, ne, rešitev. Odlično. Hvala lepa. Kjer je volja, je tudi pot. Sicer pa, če vas zanimajo te tematike, posneli smo eno oddajo Duhovnost pri rastlinih. Torej, kaj pomeni
ohraniti duh v rastlini, duhovna dimenzija, ki je vsekakor zelo prisotna v celotnem procesu spagirike, o kateri smo danes govorili. Preverite na klepetobkavi.si. Sicer pa Erbenobili, spletna stran in klepet koda za popust na spagirične izdelke in vse tiste čarovnije, ki jih imajo. Hvala lepa. Hvala vam.